s Kitkom v svet pravljic. Živela je punčka, ki je imela samo mamo, očeta niti ni poznala. In zdaj je tej punčki še mamica zbolela. Ničesar nista imeli, niti zdravila, niti denarja, še hrane bolj malo. Kaj naj zdaj punčka, kako naj pomaga? Je rekla pa. Veš kaj, mama, jaz sem slišala, da tam nekje raste drevo, na katerem zorijo zlata jabolka. Jaz bom šla, da ga poiščem. Če najdem zlato jabolko, potem ga prodava in prideva do tistega zdravila zate. Punčka moja, je rekla mama, to je daleč in ti si majhna. Ne hodi na pot. A punčka je prosila tako dolgo, da je mama nazadnje dovolila. Potem je šla in je hodila kar naprej, naravnost v hrib, hodila, da je bila že vsa utrujena. Ko skoraj ni mogla več, je zagledala hišico. Potrkala je in odprl je star mož, kot kakšen dedek je bil. Imel je dolgo belo brado in čisto bele lase. Kaj pa ti tukaj, je rekel. Od kod si se vzela, ko si kar sama? Ah, je rekla, jablano iščem, tisto, ki rodi zlata jabolka, pa sploh ne vem, če hodim prav. Prav, je rekel, le stopi noter, da poveš. Nalil je čaja in jo posedel k peči. Kaj pa boš z zlatim jabolkom, je rekel, kam ga boš dala? Ona pa, moja mamica je bolna, nič več ne ostane in jaz ne vem, kako naj ji pomagam. Če bi dobila zlato jabolko, potem bi pa že šlo. Prodala bi ga in kupila zdravilo zanjo. Tako praviš, je rekel dedek. Ja, zlata jablana je, tam zgoraj, še precej naprej. Samo, da tisto jablano čuva velik ptič in je hud in nikogar ne pusti blizu. Ker veš, mnogi hočejo zlata jabolka samo zato, da bi obogateli. Tistim ne da nič. Ampak tebi, pravi, tebi ga bo dal. Jaz ga bom poklical in bom rekel, naj ti ga le da. Punčka vesela, kar stekla je v hrib in je šla, čeprav jo je zmeraj bolj zeblo. Nazadnje je zagledala jablano, visoko, mogočno in zlata jabolka so visela na njej. Kar neslo jo je med veje. Takrat pa se je z vrh drevesa spustil ptič. Kaj je? Je zavpil. Kdo krade moja jabolka? Moja mamica je bolna in če ga dobim... to si ti, rezika, je rekel. Saj mi je že dedek povedal, da prideš, tebi ga pa dam. Na, le vzemi jabolko. In ga je sam utrgal in ga spustil v njeno torbo. Punčka srečna, tako se je zahvaljevala, kar stekla je v dolino. Dedek, je klicala, jabolko imam, zlato jabolko. Ne tako hitro, saj boš še padla, je rekel dedek. Ona pa, kaj padla, grem, bom mami pomagala. In je tekla in zavila proti tisti hiši, ki je bila trgovina. Takrat trgovin še ni bilo toliko kot danes, le ena je bila in se je notri prodajalo vse. Trgovec je bil najbogatejši človek v dolini, skopuh, pa tudi malo lumpa, je rad goljufal ljudi. No, pride punčka v trgovino, odpre torbo, vse se je zableščalo okoli nje. Trgovec je rekel, kaj je? Kaj imaš v torbi? Zlato jabolko, je rekla in ga pokazala. Trgovec je kar zazijal. Kje si pa dobila tako jabolko? Ptič mi ga je dal. Kakšen ptič, je rekel. Ti si to jabolko ukradla.
in ji ga je kar hotel vzeti. Takrat pa je pred oknom strašansko zaprhutalo, spet ptič. Udaril je s klunom po šipi, iztegnil peruti in rekel: Ne, ni ga ukradla, jaz sem ji ga dal, pošteno ga plačajte. Trgovca je kar spreletelo od groze, spustil je jabolko, šel po denar in ga naštel toliko, da ga je punčka imela zadosti za tisti dan in še za mnogo dni naprej. Kupila je zdravilo, potem pa še toplo ruto za mamo, sol in sladkor, vrečico moke, malo fižola, sir in vse, kar je še manjkalo pri hiši. Pride domov, mama gleda. Si to ti, Rezika? Je rekla. Kje si dobila vse te reči? Si kar po hišah prosila? Ah ne, mama, do tiste jablane sem šla in sem dobila zlato jabolko. Ja, pa kako? Ti že povem, je rekla. In je mami raje hitro dala zdravilo, pa še večerjo je skuhala, da sta pojedli. In tako spet in spet, dokler ni mama ozdravela. Potem sta srečno živeli naprej. Na ptiča pa nista pozabili. Zmeraj, ko sta jedli kruh, sta drobtine pobrisali v roko in jih natresli na okno. In je prišel, pozobal in spet odšel. In če je videl, da sta spet prerevni, je prinesel z tiste jablane še kakšen list, zlat seveda, in nista bili lačni nikdar več.